Lepo pozdravljeni v oddaji Drzni zmagovalci. Tokrat predstavljamo podjetje Slatnar d.o.o. iz Cerkelj na Gorenjskem, ki je znano predvsem po tej svoji drzni odločitvi, da je leta 2016 prevzelo proizvodnjo Elanovih smuči za smučarske skoke. Z nami je lastnik in direktor tega podjetja, gospod Peter Slatnar. Lepo pozdravljeni, gospod Slatnar. Pozdravljeni tudi vi. Vsi mi, ljubitelji skokov, smo takoj zagledali to novo ime na smučeh. Povejte nam, kako je bilo takrat, ko ste se odločili, da prevzamete to proizvodnjo po Elanu, in seveda beseda Elan, žal, je bila izbrisana iz smuči. To je bilo tako vse skupaj nekaj iznenada, prišlo je res dobesedno čez noč. Treba se je bilo res odločiti v pol ure. Odločili smo se, sicer na podlagi dolgoletnega sodelovanja z Elanom, že prej smo delali na skakalnih smučeh zelo veliko skupaj, tako da je bila pol nekako edina logična posledica oziroma želja Elana, da to mi prevzamemo, oziroma če ne bi mi tega sprejeli, bi šlo pač to v pozabo, v arhive, in zato, da bi tekmovalci slovenski oziroma klubi, ki že tako so podhranjeni s to opremo, da bi še izgubili ta domač izdelek, bi bilo pa res udarc za naše mlade tekmovalce in pa tekmovalke. No, vi ste takrat postali narodni junak, ne? No, tule za mano je smučka, ta vaša, recimo tale stoji, tule je smučka Nike Prevc. Povejte nam zdaj, kakšen je bil preskok v to proizvodnjo, ker vi ste prej proizvajali vezi, ne? Kako ste se lotili teh smuči? Raven to je bilo sreča, ker to se dela vse v Elanu, tudi zdaj se to dogaja v prostorih Elana. Ja. In z njihovo pomočjo, njihovimi razvojnimi inženirji, z vodstvi, direktorji, vsi, ki so izredno naklonjeni tej naši smuči in pa tudi konec koncev tudi so ponosni, da smo skupaj prišli do sem, kjer smo, ker mislim, da zdaj smo z razvojem našim in pa Elanovim smo pripeljali to smučo tako daleč, da nekako mi zdaj, skromno rečeno, narekujemo tempo oziroma smernice razvoja v smučarskih skokih, kar se tiče smuči. Opišimo tole smučko. Visoka je koliko? Dolga je, mislim, da 2,15 m, ker to je pogojuje višina in pa teža tekmovalke, te so od Nike Prevčeve in je zdaj, glede na njeno kilažo in pa velikost, je ta dolžina za njo primerna. Kaj pa debelina? Debelina smuči je pa odvisna od samega fleksa, upogljivosti, od funkcije smuči. S tem se uravnava trdota in pa pol še dodatno se noter dodajajo ali pa dovzemajo različni materiali. In kje je zdaj ta vaša inovacija? Namreč mi lahko beremo, da ste vi tudi inovator. Kaj je tukaj novega? Kaj ste novega izumili pri teh smučeh? Ta smuča, če bi primerjali z Elanova, pa Elanova je bila zelo dobra smuča, zelo priljubljena v tistih časih, smo dobesedno zamenjali skoraj vse. Ampak ne zato, da bi bili Elanovi slabi, ampak zato, ker je čas oziroma potrebe, razvoj in pa tehnika je toliko napredovala, da tisto takrat ni več zadostno temu v tem času. Tako da največ se vidi na sami špici, na konici. Je taka ratala zelo ravna, ker je bilo zelo veliko polemik, pa zelo veliko je bilo nasprotovanj, nekih polen, da to ni varno, da to treba ukiniti, prepovedati. Ampak smo nekako spravili skozi te pravila FISE, pa jim dokazali, da je varna oziroma da je to bolj varna kot vse ostale. Vsi ostale proizvajalci imajo pa problem s tem narediti tako konico, ker ni to samo konica, ampak to pomeni, celo smučo je treba prirediti tej konici. Nam je to uspelo, uspelo še par drugih stvari, to se pravi odpiranje. Če zdaj gledamo tukaj, ker je ta pašček gor oziroma začetek napisa Slatnar, tam se že dogaja ta konica. To se pravi, mi nimamo več konice dolge 15 cm, imamo dolge, ne vem, 80-90 cm, ker pa ostali imajo pa majčkeno težav s tem. No, zasledila sem decembra 2021 je bil padec Petra Prevca in takrat so prav kritizirali tole konico, ne? Pa da je konica preveč ploščata, so rekli. To je bil novoletna turnaja Oberstdorf, padel je pa majhen popravek cene Prevca. Tako, se opravičujem. Ja, nič hudega. Je bilo pa tako, da so bile, takrat je bil Sandro Pertile, direktor svetovnega pokala,
je bil ravno na tistem mestu, kjer se je to zgodilo. Bilo je takrat, je padal neverjetno močan dež, skakalnica je bila ledena, na nekih predelih se je ta led predrl in Cene je doskočil z nogo na ledeno ploskov, kjer je bila pa špica, je pa sneh dobesedno mehek, po domače rečemo gnoj, in špica je šla od tega udarca dobesedno pod to snežno zaplato ledu in se je potopila. Ker smo potem tudi naknadno dobili od vseh ostalih drugih proizvajalcev, ker so mi pa konice takrat rečeno ustrezne in pa varne, se so tudi dogajali taki padci oziroma taki potopi smuče. No in potem je bila še ena pripomba konkurence, da so preveč široke vaše smuči. Pri Japoncu Satoju se je to menda zgodilo. To je bilo pa ravno pred olimpijado v Willingenu in takrat seveda so začeli skakati Polaki z enim novim čevljem, so jim prepovedali, pa so se spravili nad našo smučo glede širine. Tam dol je bilo sam iztek, ker se tekmovalci zaustavljajo zelo ledeno in ti, ko to zarobaš oziroma se ustavljaš, ker pa ta smuča nima robnika, kovinskega kot alpska smuča, je to zelo dovzetno do poškodbe. In ta robnik, ta rob se ob tej stiku s tem ledom se zelo hitro napertla oziroma se poškoduje in tam kot s klonosnim merilom, ko meriš, je takoj kakšno desetinko, 2-3 desetinke lahko smuča preširoka. Na to poškodbo te mase so se oni obesili oziroma uprli, diskvalificirali Sata, pa mislim, da je bilo takrat še Sara Takanashi in pa nekaj tekmovalcev je bilo na tem, da so jih diskvalificirali. Ampak to smo mi pa zdaj šli, smo smučo toliko zožali, tudi če se to naredi, da je še zmeraj v teh okvirih noter in zdaj nimamo nikakršnih težav, ampak nekateri proizvajalci pa še zdaj imajo preširoke smuče. Torej, kakšna je potem ta reakcija tekmovalca, ki ga v bistvu zaradi vaših smuči diskvalificirajo? Je to težko preživeti, tisti šok? Kaj se potem zgodi? Ni problem pri ostalih, problem je pri Japoncih. Pri Japoncih je sploh ta zavest, da je nekdo Japonsko tak goljofov oziroma nekoga hotel prinesti v krog. Tam je to zelo nečastno početje oziroma zelo je na udaru novinarjev oziroma zelo ga hoče na križ prbiti. Čeprav tekmovalec ni nič kriv zaradi tega, pa se pol nekako upraviči, nimamo nekakšnih težav z njimi, kakšna huda beseda mogoče pade, pa mu pol dokažeš, da je pač serviser tisti, ki bi mogel preveriti robove smuči, pa pomeriti smučo, če je v predpisih noter, in pol vidijo, ugotovijo, kje je napaka in potem se hitro to poleže in ni do zdaj bilo kakšnih večjih problemov oziroma kakšnih takih težav. Kaj pa ta pravila FIS-a? So preveč stroga? Kako jih vi ocenjujete? Veste, zmeraj je to nek lopov pa policaj igra tega. Tekmovalci hodijo po robu, probajo čim več zvleči z tega, FIS-a hoče to nekako omejiti. Tudi nam so kar nekaj izdelkov prepovedali, ravno zaradi tega izgovor je bil, da skakalnice po svetu imajo premalo zaletnih zaletnih mest na dol, ne na gor, na gor jih imajo zmeraj dosti, ampak da imajo predolge nalete in da morajo posegati gradbeno v te naprave, da to stane zelo velike denarje, da je lažje opremo nekako preškrtati, zaustaviti ta razvoj, ampak tega razvoja nekako ne bojo mogli zaustaviti, bojo mogli posežiti v denarnico, pa še nalet na nov narediti na dol, ker skoki se bojo razvijali skozi boljši bojo. Probajo seveda pravila, nekaj so razumna, veliko je pa takih nerazumnih, tudi za mene nekako nepotrebnih, ampak probajo to nekako omejiti. Tudi mislim, da včasih ti ljudje, kakšni pa jih niso po znanju oziroma po izobrazbi na tej funkciji, po strokovni plati oziroma po neki politični plati oziroma ne vem kakšni, tudi pol najboljš ne razumejo in včasih pol kar mehen zagranijo ta šport. Torej, tudi Planica je pred leti popravila malce ta nalet oziroma to odskočno desko, ta kot tega, ne? Ja, to je pa predvsem zaradi tehnike so se prilagodili, ker dej fantje z veliko manjšo brzino skačejo oziroma letijo zelo daleč in je zdaj ta meja med, to se že zdaj vidi ta popravek smeri vetra, ne vem, pol metra je vzgornika oziroma hrbtnega vetra,
to je lahko na velikanki 20-30 metrov. In ti fanti, ki so res ekstremni, ki občutijo res tiste malenkosti v zraku in znajo to vse izkoristiti. In to je zelo, zelo težko tako tekmo speljati regularno, ker ti zelo, zelo hitro ti kdo pobegne zelo daleč. To je bil tudi primer Willingen, Timi Zajec, Lanišek na Japonskem, ki so skočili res ekstremno daleč, ampak fanti sreči so toliko fizično močni, toliko so prisebni, toliko močni v glavi, da to nekako znajo skompenzirati in pa z tega nekako rešiti. Kako se zdaj spreminjajo ta FIS-ova pravila? Kar nekako dnevno. Ravno zdaj so bile neke diskvalifikacije skozi teh par tekem v Oberstdorfu in pa teh nadaljnih tekmah. Neka pravila so, ki se določijo 14 dni, 3 tedne po planici, ki je konec sezone v Švici, na FIS sestanku se določijo neke smernice, kako se bo to delalo, kako se bo merilo, pa pred začetkom sezone se to potrdi in to naj bi držali. Čeprav kontrolorji ugotovijo, seveda, spet je ta igra policaj pa teh malih, kako da rečem... Ravbarji pa žandarji. Ravbarji pa žandarji, ja. In te fanti res, da pogruntajo, se v seriji vsi se pogrunta tisto minimalne odstopanja. Kje si še možno. Kje še na želetki še stojiš s tistim svojim ravnotežjem in to oni pol opazijo, vidijo in hočejo to pol nekako zatret v kali, ampak seveda, oni so zmeraj mečkam prepočasni. Ja, no, ta napredek gre kar naprej. Brala sem tudi, pa nam povejte o tej vaši drsni plošči na tej smučki skakalni, da mora priti do nekega trenja s podlago. Kaj se v bistvu dogaja? Ja, na samo smučo, če jo gledamo, če jo primerjamo, vsi poznamo bolj kot ne, tekaško smučo oziroma alpsko smučo ima neko strukturo ali pa nek vzorc vrezan v to drsno plosko. Če bi pogledali to skakalno smučo, to bi se imenovani ljudje bi se zgrozili, bi se rekli, kaj ste vi s tem naredili. To je kot bi pogledal nekako pod mikroskopom oziroma ne rabiš niti mikroskopa, kot bi pogledal neko zorano nivo. Res na grobo, ta površina je res groba. To pa zaradi tega, ker zaletna smučina je ledena, v planici tudi do minus 27 stopinj, ker je že toliko pozno v zimi, to se pravi zime že ni več in je zdaj treba tukaj to res ohladiti to smučino. To je pa dobesedno, ko bi se vozil po betonu, po kamnu in ta smučina, če bi bila, oziroma ta drsna ploska, če bi bila gladka, kot je pri alpskih smučeh, bi prišlo do efekta lepljenja. Ker pa mi to razbrazdamo, naredimo res grobo strukturo, noter spustimo med smučo in pa med smučino ogromno zraka. In se smuča dotika same smučine točkovno. Ker je pa ta trenje zelo veliko, tudi do 180 stopinj, pride ta točkovna temperatura, takrat pa med smučo in pa med samim ledom rata voden filter, ker ta smuča se greje trenutno to smučino in ustvari voden film in ta smuča drsi po tem vodnem filmu. In zdaj s to strukturo je res tudi cela znanost je ratala maže, skoraj ne več, ampak te strukture zelo veliko pomenijo in če imaš res dobro strukturo, imaš tudi rečemo top vrhunske hitrosti, ker pa mi z našimi smučimi imamo. Torej, v tej strukturi podlage je tudi vaša inovacija? Niti ni inovacija v tem, da se mi znajdemo po svoje, pa na te stroje, ki jih imamo, to strukturo urežemo, vtisnemo v samo smučo. To je pa pol, tudi gledamo en drugega, kako kaj naredi, kako naredi in pol zdaj zaenkrat nam kar dobro uspeva, tako da kar ogromen, rečemo, 60%, 70% vseh ostalih reprezentanc svetovnih tudi k nam pripeljejo smuče, da mi to strukturo vtisnemo, urežemo tudi v druge brende smuči. Kaj v zvezi s to smučko, ki jo zdaj vi izdelujete na novo, ste tudi patentirali? Pri samih smučah smo patentirali samo konico, neke materijale, noter funkcije, ki več pa ne moreš, ker je to tako odprt izdelek, da je zelo težko kakšno stvar patentirati. Tako da to konica je patentirana, noter materijali, neke kombinacije materijalov, to ja, ostalo pa niti ne moreš. Se veste, v preteklosti je bilo veliko kritike, da Elan, takrat, ko je še delal smuči, ni patentiral tega carvinga, te oblike carving. Mislite, da bi moral to patentirati? Poznam Pavel Škofic in pa Jure Franko sta to patentirali, ker tudi osebno poznam.
ne vem, kako je do tega takrat prišlo, da nista ona dva oziroma Elan, so naredili neko zaščito, ne poznam toliko podrobno, da bi lahko dosti komentiral. Ja, zdaj seveda, za nazaj, ko vsi gledamo, to bi bil res en tistih pravih patentov, kateri bi ga lahko tudi Elan oziroma Franko ali pa Škofic bi ga tržili, oziroma dobro prodali ali pa odstopili drugim v uporabo. Kako daleč je to šlo, ne vem, je pa mogoče res škoda, ampak se pravim, tako kot zdaj, za nazaj smo lahko vsi generali. Ja, no, skratka, vi ste zdaj to na nek način popravili, ne? To je zdaj blagovna znamka Slatnar, ki je svetovno znana. Zdaj začeli ste pravzaprav tudi že prej z vezmi in čevlji. Povejte nam kaj več o tem, tamle je vaš čevelj, ne? Kaj so značilnosti tega čevlja pri skokih? Torej mi, ki pač ne skačemo, ne, mogoče alpsko smučamo, poznamo neke značilnosti teh smučarskih čevljev, ampak ta je pa poseben. Ja, do zdaj poznamo čevlje nemškega proizvajalca in en Čeh proizvajata usnjene čevlje, kot jih poznamo iz leta 1940 oziroma 50, tudi tehnologijo takrat, in to je vse iz usna, z teh naravnih materialov oziroma umetnih materialov, ki pa ima neko svojo življenjsko dobo. Čevelj, ko je nov, je v tem predelu zelo pomemben, kakšen fleks je, kako se prepogiba, ko je nov, je zelo trd, ko enkrat se čevelj, mi rečemo, zlomi, oziroma se naredi tukaj počez čez prste neka guba, ki določa, kje se bo ta čevelj prepogibal in kako se bo prepogibal. Nek čas je ta čevelj idealen, potem pa postane premehek. To se pravi, dobijo tekmovalci spet drug občutek in to je zelo težko to kontrolirati oziroma nadzorovati ali pa spremljati. Naprimer, Sara Takanaši, ki vsi poznamo, ona porabi, mislim, da je 15 parov na leto teh čevljev, ker ona hoče imeti izredno nov čevelj, izredno trd čevelj. Bil je Jurij Tepeš. Čevelj, ki je bil za Okanto za smeti, je bil njemu najboljši, ker je bil takrat zlomljen, zmečkan in najbolj mehek, njemu je tako odgovarjal. Ja. Mi smo pa te probleme, te težave smo nekako zbrali na en kup. Prvi problem, ki se pojavi, je sama vožnja, ponovljivost vožnje po samem zaletu. Tam tekmovalci, če nimajo dobre opore v samem čevlju, ker samo čevelj je osnova tega počepa in če ti dobro ne stojiš na tleh, se boš prevrnil, boš padel, boš narodno stopil ali karkoli. Smo probali narediti ta spodnji del podplata, da res fiksno stojiš, stabilno stojiš v sami smučini in to nam je zelo dobro ratalo. Vsi tekmovalci, ki so probali ta čevelj, ker čevelj je še zmerno v fazi testiranja, čeprav ga že razvijamo, že sam več ne vem koliko let, ampak prej ga ne bomo nadali na trgu, da ne bo 110%. Torej zdaj ta čevelj že uporabljajo ali še ne? Uporabljajo neki klubski tekmovalci oziroma nižje reprezentance, se to testira, probava, čevlji imajo že krog 1000 skokov narejenih, tako da probavamo to, ono, drugo, tretje, te nastavitve. In pa seveda, če ti nekaj daš na trg, mora biti nekaj več od tistega, kar že zdaj je, da bomo zdaj nekaj kopirali, pa samo neko konkurenco čemu delali, pa da bo čevelj precej dražji, nismo nič naredili. To se pravi, mora biti en dober doprinos, nekaj več. Ne obljubljamo, kot so pred leti obljubljali poljski čevelj, da bojo pa tekmovalci skakali kar, ne vem, po 5-10 metrov dlje. To mi ne obljubljamo. Obljubljamo pa večjo ponovljivost vožnje po naletu. Če pa se to doseže, večja ponovljivost, da se, ne vem, pripeljejo tekmovalci 85% isto po naletu, pa tudi posledično lahko tudi skoki bojo daljši. Tako da zdaj imamo še en problem, sam prehod iz odskoka v sam prelet. Tam nam še malo nagaja ta občutek, to zdaj popravljamo, ampak smo zelo daleč. Smo pa pol naredili tudi, ker vsi poznamo res te ekstremne kote tekmovalca, preden gre na samo štartno rampo ali pa klopico, da se lahko on odpne, tukaj čaka, da dobi rumeno luč, ker je pa prepoved se dotika dresa, tukaj je tako narejeno, ker tukaj preko je dres, ta dres tišči to uporo navznoter in ko enkrat premaknemo kolena naprej, se avtomatsko to zapre in je čevelj pripravljen za same skoke. Tako da je zelo udoben, tudi tukaj noter je narejen poseben čevelj po oblike tekmovalca. Mi smo ta šustarski del izdelave čevlja smo majhen obrnili kontra logike, kot vsi tradicionalno delajo čevlje. Vsi nekako delajo obratno. Mi smo naredili sken noge,
naredimo lesen model noge tekmovalca. In to se pravi, to je popolnoma osebno narejen čevelj. Popolnoma osebno narejen čevelj vsakega tekmovalca posebej. Ker tudi leva in desna noga sta sicer zrcalne, ampak sta lahko tudi do številke, pol številke različne ali kakšne izrazke, take stvari. Te stvari mi vse poskaniramo, to naredimo in na osnovi tega se naredi notranji čevelj. Na osnovi tega izdelanega notranjega čevlja se pa naredi ta zunanji spodnji del čevlja. To se pravi, čevelj je 100% po nogi tekmovalca. Tako kot imajo hitrostni drsalci, imajo čevlje narejene po nogi in ti so izredno neudobni, te so pa nekako še topli pa udobni in pa res dajo vse tiste funkcije, ki jih morajo dati. In peta je trda. Peta je trda, ta del tukaj kjer mora biti pregib, tudi ga mi usmerjamo oziroma iz karbona, mi rečemo gumikarbon, kjer imamo tudi še iz podjetjem Albatros Fly skupaj patent tega gumikarbona, ker to je edinstven karbon, izdelan v Sloveniji, smo ga skupaj nekako odkrili, pogruntali, naredili, je pa stvar zelo uporabna, tako da je kar dosti slovenskih inovacij tukaj noter. Torej, ta karbon, to izdeluje vaš kooperant iz Krope. Dotično ta karbon dela Albatros Fly, ki je tudi zelo poznan, on dela vse dele oziroma trupe za podjetje Pipistrel. Drugi kooperant, on pa izdeluje harpune in ostale karbonske dele, je pa Matjaž Zajc, ki je pa v Kropi. No, zdaj ste že, torej to, kar zdaj držite v rokah, to je prihodnost smučarskih skokov, ne? Tako je. Kdaj pride ta čevelj v uporabo? Zdaj smo rekli, ali ga bomo vrgli v kanto, ali pa ga bomo dokončali, tako da upam, da to sezono, letošnjo leto bomo videli, ker zdaj se pripravljamo za olimpijado in je treba nekaj več pokazati na olimpijadi in bomo probali s tem čevljem tudi narediti tam majhen potrest konkurenco pa razdražiti s tem novim čevljem. No, zdaj okoli 80 smučarjev že uporablja te vaše smuči, vezi, mogoče čevlje. Povejte, kdo vse skače na Slatnarjevih smučeh? Skače jih precej več, ampak 80 je teh top, ki skače svetovni pokal oziroma B pokal in pa C, to se pravi kontinentalni pokal pa FIS pokal. To so kakšnih legend, kot je, ne vem, naši Peter Prevc je bil, Lanišek, Timi Zajc, Johansson, Aman, Sato, Sara Takanaši, Prevčeva, Nika, Domen Prevc, potem Ema Klinec. Kar ogromno je teh tekmovalcev, ki se nam pridružujejo. Seveda, mi imamo neko kvoto, nek budžet, koliko jih mi lahko sprejmemo. Zdaj, ob propadu nemškega proizvajalca smuči je bil letošnjo leto zelo velik pritisk na našo smučo, ampak več kot toliko jih ne moramo sprejeti, ker seveda mi moramo to izdelati, nekako tudi plačati in pa tem tekmovancem damo to smučo na uporabo. To se pravi, oni za to nič ne plačajo, nas pa to nekaj stane in po končani sezoni oziroma, ko je smuča iztrošena, jo vrnejo, mi pač lahko z njo naredimo, jo uničimo, ali pa če je še v tako dobrem stanju, da gre mogoče v kakšen klub za kakšne manjše vsote oziroma da se ne zavrže. Torej, kakšna je ta vaša kapaciteta proizvodnje teh smuči? Kapaciteta je kar dosti velika, ker tem prostori oziroma ta človeški faktor je kar dosti močen, pa zelo dobro usposobljen, tako da lahko do 2000 parov smuči na leto izdelamo brez kakšnih težav. In en tekmovalec jih zamenja? Jih ima v uporabi? Odvisno. Nekateri so jih tudi imeli po 15 na leto, nekateri 2-3 pare, čisto odvisno od kvalitete tekmovalca, zahteve tekmovalca in potreb tekmovanj, ali je letalnica, ali je srednja skakalnica oziroma manjša olimpijska skakalnica. To se zahteva tudi druge tipe, druge modele, druge trdote smuči. Kaj je v tej komunikaciji, ko vi komunicirate s tekmovalcem pa s trenerjem, kaj je najpomembnejši podatek, recimo, ko vam pove nekdo, kako je bilo? Jaz zmeraj pravim, vi povejte tisto, kar ni dobro. Ker je dobro, že mi nekako predvidevamo, da je. Imamo to srečo, da imamo zaposlenega Rok Urbanc, bivši skakalec, Urban Remic, še aktivni kot predskakalec na teh večjih tekmovalnih, predvsem na letalnicah, in pa Rok Justin.
oni so tisti trije, ki nekako še te svoje občutke imajo zelo dobro razvite, tudi jaz kot bivši skakalec nekako poznam, kaj hočejo fantje povedati. In na to srečo, da te fante imamo, je zelo dobra komunikacija. Nam pokažejo tekmovalci svoje videe, komunikacija s trenerji, predebatiramo, kako bi bilo, kaj mi vidimo, kako bi morali biti. Velikokrat pride tekmovalec, hoče eno stvar imeti, mi pa nekako vidimo, da pa to ne bi bilo, da bi bilo pa za njega nekaj drugega. In pa včasih tam je mečkam bolj trd oreh, pa naredimo smuč tako kot on če, pa rečemo, zdaj bomo pa še eno tako naredili, kot mi mislimo. Ne? In se pol velikrat naredi, da zelo s težavo tisto našo probajo, ki jo pa probajo, pa pol se po glavu toče, zakaj niso prej probali. To se pravi, tudi te smuči so na nek način individualizirane. Ne? Ja, to, kar je tekmovalcev, je vse delano direktno samo za tega tekmovalca dotično. Mi imamo, ne vem, trenutno 1000 parov smuči na zalogi ali pa stalno, ampak za enega tekmovalca med tistim 1000 pari ne bomo dobili take dolžine, takih oblik oziroma takih sposobnosti smuči, rečemo fleksov, gibljivosti, trdot, pa ne, tako da redko dobimo. Tako, če enkrat za enega tekmovalca eno smučo naredimo, zmeraj delamo duplikat oziroma 2 ali pa 3 pare še naknadno naredimo, da so v rezervi, ker vemo, da tudi marsikaj polomijo na avionih, zgubijo med potovanji, tako da vsak čas imamo za vsakega tekmovalca pripravljen vsaj 1 par, 2 para tistih smuči. Kako dolgo izdelujete en par smuči? To je ročno delo. To ni tako, da bi to stroji prišli, pa bi neke robotske roke mahale. To je tam se ročno delo, tam je 6-7 ljudi, ki to pripravljajo. To je lesena sredica, ki ima nek hanikan, to se pravi nek satje, kot vidimo pri čebelah. Skupaj je več lesov, je to zlepljeno v take bloke, potem se zreže na neke trakove, se naredi oblika groba smuči, model smuči. Potem pride noter steklena vlakna, čistanek filc, nek preforirana guma, karbonska vlakna, razni limi, pol temu rečemo zgornji del top sheet oziroma spodnji del drsna podlaga, prekrajen poseben ABS material in to treba vse skupaj zlepiti v preši, na roke zložiti v to kalup, stisniti noter na 120 stopinj, toliko in toliko časa po to temperaturo gre, da se te limi stopijo, da se prepojijo, ohladiti v tem stroju, ga te smuče odmakniti, obrezkati na rezkalni stroj, zunanjo obliko, vrezati prvo osnovno strukturo oziroma ta vzorc, ki smo prej govorila, in pa te grabenčke, ki se vidijo na sami drsni površini. Tako v grobo nekako. Ja, ali je les neobhodno potreben, da je v smuči? Za nas ja. Ja, zakaj? Les je naraven material, ki ima svoj spomin, ki ima svoje flekse, svoje sposobnosti, absorbirane vibracije oziroma nekako naravno deluje. Vsi ostali se tega nekako izogibajo, ker vemo lahko, da če reče, vzamemo primer smereke, pa ni smereke, ena smereka je rasla na Jezerskem, ena je rasla pa tukaj dol na Barju. Tista Jezerska je resonančna, boste violino z nje naredili, stekle pa verjeten smuče, ne. Torej vaš les je katere? Polovija, balza, bambus, kar nekaj teh eksotičnih lesov je. A tudi eksotični, zanimivo. Ja, predvsem, ker so to lahki lesovi, pa tudi pol te svoje funkcije, ki imajo noter vse, topola, take stvari. In se teh poslužujemo, ki so tudi najbolj so se obnesli do sedaj. No, med tekmovalci oziroma tekmovalkami ste že omenili Saro Takanaši. Ona je v bistvu povedla to vašo blagovno znamko na Japonsko. Kako so na Japonskem sprejeli to smučo? Sam prehod iz Elana na našo smučo Sare Takanaši je bil kar problematičen. Ker oni so to sprejeli, to Elanovo smučo, te barve, te stvari, tam bilo nekako sveto, to je Sara Takanaši, ona se je s tem poistovetila oziroma se je promovirala s tem. Nekako smo jo pol uspeli prepričati, da je smuča bo boljša, da je vsaj toliko dobra, kot je ta, sam pač navaditi se bo mogla na drugo barvo. In se je navadila in slučajno, ne vem, zgolj, ne vem kako nam je ratalo, da smo to kombinacijo modro in pa perla bela uporabili, ki pa na Japonskem pomeni nekaj več, neko čistost, neko poštenost, ne vem kaj, v glavnem nekaj zanimivega za njih. In to so pol Japonci zavzeli nekako za svoje in hočejo tudi nekaj oni od tega imeti, oziroma
In tako da so zdaj tam Slatnar Asia, oni zdaj to promovirajo, tam tudi smo naredili za njih nekaj alpskih smuči, ki jih prodajajo, tako da tudi ti Japonci lahko kupijo izdelek Sara Takanashi, tako nekako rečeno, zdaj tudi neke obleke, neke copate. Je še ona dodatna blagovna znamka. Ja, ona je, mislim, da je prva oziroma druga najbolj popularna športnica na Japonskem. Tudi ne mine, mislim, da je 7 ali 8 minut traja, da ne bi v enem mediju ona bila, ali televizija, radio ali časopis. Stalno. To odpreš televizijo tam na Japonskem, res ne rabiš pol ure čakati, da nekaj ne vidiš, saj en del neke objave njene. In seveda alpske smuči delate samo za japonski trg, zakaj ne tudi za Slovenijo? Tudi nekaj par kosov stane doma, pa jih tukaj prodamo, če že kdo pride zraven željo, da bi rad to imel. Veste, kako konkurirati, jaz pravim, kitajski industriji je težko. To so industrije, ki so res delajo na tisoče parov smuči in mi njim, da bomo konkurirali s ceno in ne vem s čem, res nima smisla, da bomo prodajali po teh trgovinah, kjer prodajajo res po teh nizkocenovnih smučeh. Zdaj bi se mogli to jeti, pa bi mogli narediti nek hud brand, neko hudo reklamo, prodajati po višji ceni kot nekaj več. Spet zahteva skladišče, zahteva finančne vložke in pa če to skupaj potegneš to računico, pa ni ne vem kakšen hud izplen iz tega, tako da smo se zdaj fokusirali na to japonski trg, ker tam imamo svojega kupca, oziroma oni skrbijo za vse to, tako da se nas to nekako ne rabimo imeti ogromnih denarjev v samih zalogah. Torej sem prav slišala, da tudi Kitajci delajo smuči zdaj, ali kako? Kitajci, jaz pravim tako, kitajska proizvodnja, oni delajo tudi neke smuči, seveda oni se vtaknejo vse, ker diši po denarju. Tudi prej, ko slej bojo zelo močni ratali tudi v tem segmentu, ampak delajo za kakšne otroške zadeve, še manj pomembne brende, ampak prej, ko slej pa bodo prišli, tudi je bilo par let nazaj, ravno pred korono, so imeli zelo velike apetite, da bi takrat, ko je bil Elan nekako naprodaj, da bi oni to kupili. Ampak smo pogruntali, da so bile bolj druge igrice tam v ozadju, bolj bi bil nekak Elan, bi izkoristili, da bi nekako plasirali oziroma nekako... Blagovno znamko. Blagovno znamko in pa tudi pogoj je bil, da bi takoj preselili proizvodnjo tja in pa sreče to ostali tukaj s tem vodstvom, ki je fantastičen zdaj v tem momentu ali pa teh zadnjih nekaj let. Tako da Elan je en kar zelo stabilen pa super firma. No, tamle imamo tudi vezi. Te ste delali že prej? To je vez za turno smučanje, katero smo pa razvili v prvotnem namenu za Davoda Krničarja, pokojnega žal. On je takrat šel na Gašerbrun, pa mislim, da še par odprav je imel planiranih in je rekel, zdaj nekaj vezi imam, pa jim ravno ne zaupam nekako. Smo rekel, pa mi nekaj takega naredili, da ti v nogo trgali, čevlja ti pa ne bo odpel, no prav tako jaz rabim. No, smo pa tako naredili in je res pol tem vezem zelo zaupal in pol z tega se je pol začel razvijati ta vez, ki zdaj tudi trenutno vidimo. To vez je tudi lansko leto, so prvo kvoto dobili Gorska reševalna služba Slovenije. Smo tudi nekako dodelali, oziroma zdaj še dodelujemo novo vez po njihovih željah, še dodatno, tako da zdaj pride ven in tudi drugo kvoto oni dobijo, zdaj prodajamo to že v Ameriki individualno, tukaj pri nas po Sloveniji, tako da je to tak na nov nek izdelek, ki bo tudi nekako ratov naš paraden kon. Najbrž je pomembno, da ste, kot ste že omenili, tudi vi nekoč skakali na smučeh, pa tudi turno smučate. Povejte nam, greste še kdaj na skakalnico? Grem, ravno lansko leto, mislim, predlani je bilo svetovno prvenstvo v planici veteranov. Sem šel skočiti se udeležiti. Nisem kakšnih hudih uvrstitev dosegel, ampak sem pa cel. Dobro. Ste skakali s Slatnarjem? Sem mi zelo dovolil, da sem se ene vzel. Tako da, fajn je videti te stare prijatelje, kamarade, če tako rečemo, ki smo včasih že skupaj tekmovali kot mulci, pa zdaj so vsi eni bolj vitki, eni manj vitki, sivi smo tako vsi.
Je pa za te mlajše videti zelo fajn te otroke, ki pridejo k tebi kot stranke, kot kupci, potem pa vidijo tam v komizoni s smučmi, pa te vsi čudno gledajo, kaj pa je s temo, a zdaj bo on skakal in so presenečeni. Tudi tako, da lani, ki je bila ta tekma, raven Sarata Kanaši, pa Abigail Strejc, Kanačanke, so prav počakali trening, da sem jaz skočil in seveda vse so šle gor s fotoaparati, so to vse posnele, poslikale, da to je pa ni bila za neka senzacija, da sem se pa jaz nekako skorajžil pa šel skočiti, pa to, da sem cel ostal, da nisem padel. To je bilo za njih nekaj tako. No, ampak je grozno, ne? Tam, da se spustiš po tem zaletišču, se vam ne zdi. Meni se zdi. Ja, mogoče za vas je grozno, za nas niti ne. Seveda se včasih vprašaš tam gor, ko sediš na tisti startni rampi, kva pa mi tega treba, pa zdaj ne vem, a bom ujel v kliničnem centru večerjo ali drug dan šele zajtrk. Se to mehen sprašuješ, ampak pol nastop tisti trenutek resnobe, ker se moraš skoncentrirati, zbrati, in ko se enkrat 1 meter od tiste zaletne rampe ni več poti nazaj, je treba pol narediti tisto, kar pač je nekako zapisano v mišicah, v spominu telesa, se nekako zbudiš in si kar domač tam. Tudi ko grem skočiti, ne grem skočiti na 10-metrsko skakalnico, ker tam bi se res polomil, grem skočiti vsaj na 60-metrsko ali pa 80-metrsko, ki je že mehen bolj tekoča, mehen večja, je lažji to vse skupaj speleš, ker smo pa le ratali mehen počasnejši in se odpiramo kot nek počasen posnetek, rečemo, z mize vstajamo. To se za nas mehen bolj počas traja napram tem tekmovalcem, ki so pa, rečemo, kot tempirane bombe, ko to dobesedno ne vidiš, da je odskoči. Kako to, da ima Slovenija tako dobro ekipo? Ne? To je velikokrat vprašanje, smo lahko srečni. Avstrijci nam tudi včasih zavidajo, predvsem to družino Prevc, to je čudež. Ja, to je treba ta Prevca vprašati, pa imamo, ona ima neke posebne semene. Ja, to je odraz tega slovenstva, entuziazma, ker Slovenci, če bi bili materialisti, bi to drugače delali, ne bi bilo toliko skakalcev. Ker pa to udarniško, starši pridajo, delajo, lopatajo, je še veliko tega udarniškega dela, brez tega dela ne bi bilo, tudi skokov ne bi bilo. In tudi ti trenerji, ki so res delajo za mizerne plače, rečemo za neke osnovne oziroma niti ne dosegajo nekega povprečja slovenskega, ampak so to taki entuzijasti, to vemo, to so sobote, to so nedelje, to je dež, to je sneg, to so mehni otroci, ki je treba za njih skrbeti, za njih odgovarjati in to vzgajajo in ta baza, ta zdrav fundament, velik fundament, ta osnova, ta bazen, ko je to rezultat, so te fantje vrh te ledene gore, so to izsek tega dela, vsega tega dol klubov. In tega se premalkrat vidi, premalkrat se ceni in premalkrat se to nagradi te ljudi. Oni so tisti, ki to naredijo, vsi ostali reprezentanci, oni to dodelajo, izpilijo te diamante do tega, kot je. Se to je, rečemo, tudi slovenski fenomen v vseh ostalih športih. Smo pa seveda veliko dobili zdaj s tem novim centrom v Planici. Ogromen smo dobili kot sami skakalci, kot sam skakalni šport, kot Slovenija sama, kot turistična znamenitost. To, če greste v Planico, vidite ljudi, je res, parkirplaci so polni, avtobusi prihajajo tujcev, tekačev, sprehajalcev, res je ratov in tak zatočišče, iztočišče, če kam nimaš šet, greš pa v Planico. Ker gor je svoja država, svoja dežela, svoj vreme in v Kranjski gori gledeš v Planici pa kar sonce svet. Je res nekaj, jaz sem bil ne vem koliko 1000-krat že tam gor, pa zmeram grem rad v tisto dolino. Ampak žal ta letalnica pa ni največja na svetu, ne? Ni največja, namanjka je pa ne dosti, da bi bila največja z mehkimi popravki. Tudi če smo pošteni, te rekorde, ki so bili doseženi v Vikersundu, bil sem tudi takrat sam prisoten, so bili pa mečkam tako z lumparijo narejeni. Ker slučajno sem se zapolnil, pa jaz sem tak, da rad kakšne stvari štejem, ne vem, tukaj je ta pena ali tukaj je prven ta zaščitna za hrup. Imam to bolezen, da štejem te stvari, ne vem, to je tudi Tesla imel, pa te bolezni, da so skozi korake šteli, take stvari skozi nekaj preračunavajo. To je ena taka, jaz ne vem, to imaš, pa se tega se ne moreš. In slučajno sem štel tiste letvice, pa je bilo 7 letvice snega ven gledala. Drug dan, ki je bila tekma v soboto, no jih je gledali pa 14 ven iz tega snega. Jaz sem to opazil, sem povedal, sem rekel, tole bo šlo danes daleč, ker so po noč zrad rekli še noter in so ta radius izrili ven do minimalne količine snega in zato takrat so to lahko takrat dosegali te rekorde, ker danes več ga ne morejo. Zelo težko,
ker so to pol opazili, tudi so bile neke pritožbe, ker na tistih delcih so pa pike narejene, da kam sneh more biti po teh FIS profilih. In takrat so to mehko to izigrali, tako da malce pogoljufali. mečkam pogoljufali, pa poden, ne, kot se reče. Tako, poden, ja. So mehko predelali. Tudi pa nisi lahko to naredili, bagreno odspustili, pa bi to povečali, ampak pač se treba držati nekih pravil. No, tule imava tudi neko rolko, kaj pa je to? To je takaška rolka, spet je nek klasična, tako kot ostali. Vsi imajo tukaj neke posebne, mislim, take osnovne nosilce z plastike in pa plastične blatnike. Mi smo to združili, ta nosilc cel s temo zaščito za svinarijo oziroma vodo, kot en nosilen del rolke. In pa tudi smo spustili to v suvino, to se pravi, da smo to spustili samo smučo, kjer tekmovalec stoji, spustili nižje. S tem je boljša upravljivost smuči, pa boljša ponovljivost oziroma lepša primerjava je s tekaško smučjo, lep se uravnava, ker je pa to vse tako fiksno narejeno, tudi pravi material aluminija, prava trdota, se zelo dobro obnaša in zelo lepo gre, smer drži, zelo lepo je odzivna. To je spet en tak lep produkt, smo ga zdaj naredili in pa skupaj s podjetjem Peltonen iz Finske, ki je že 80 let ali pa še več proizvajalec tekaških smuči, smo skupaj nekako stopili v muzej za njih in pa za njihov trg po njihovim imenom bomo to rolko zdaj začeli po celem svetu tudi tržiti. Tekaška rolka, vendar ne za posnevu, ne? Ne, to je za polje, za po asfaltu. No, tule blizu vas, tole je pa harpuna. To tudi počnete, to tudi delate. Ja, to smo prišli pa skupaj s podjetjem Interceptor. Na ta izdelek smo izredno ponosen, ker to je pa, kar se tiče izdelkov, tudi materiali, kot vidimo, ta glava je delana iz titana. Vsi materiali so res na najvišji možni ravni, tudi ves mehanizem noter je iz največjega jekla oziroma iz titana, vsi vijaki so narejeni iz titana, tu je pa narejeno vse ostalo pa iz karbonskih vlaken. Skupaj smo to puško razvili, izdelali kalupe v naših prostorih in pa z Matjažem Zajcem v Kropi, on pa izdeluje pa ta karbonski del. In to je puška, ki je pa zdaj neki prestiž v podvodnem ribolovu in pa tudi nek statusni simbol je zdaj ratov v Dubaju, vsi ti najbolj premožni, ki se ukvarjajo s tem športom, hočejo to imeti. In tudi ena taka pripomba je bila, da pa ta puška pa za Dubaj je pa prepocen. Tako da tudi za njih smo zdaj osnovali posebno ceno, tako da so tudi oni zadovoljen. Je pa glede na svojo velikost prekaša vse veliko večje puške z močjo, z udarno silo, tudi sama puščica, oziroma oni rečejo ašta, smo jo uspeli razviti tudi na najvišjem kvalitetnem nivoju. Tako da zdaj razvijamo še za, to se pravi, to je zdaj za te nizke vode, mi rečemo za streljati v skalo, zdaj pa delamo pa še novo puško za blue water, to se pa za oceane, za večje ribe. Tista je pa precej večja in bo pa tudi podobna tej, tudi z večjo udarno silo in pa tudi izredno tržen. Torej, to lahko kupijo ljudje v Dubaju, po koliko? Kakšna je cena v Dubaju? Preko 3000 evrov. Ja. Kaj pa za nas? Kakšna je pa Mislim, da je tukaj v Evropi, pa zdaj jaz s tem finančnim modelom nimam nič, bolj proizvodni del imamo mi, pa mislim, da je tam slabih 2000 evrov. Ali drži, da ste naredili tudi naboj za NATO? Ja, kje ste pa to zvedeli? Sem pač novinarka. Ja, zvrtate vse. Ja, naredili smo kuglo, oziroma pravzaprav so prišli k nam z eno željo, da bi naredili oziroma proizvajali kuglo za long distance, to se pravi za izredne velike daljave. Gledali smo tisto kuglo, smo naredili, pa nam nekam ni bilo všeč, pa smo rekli, če mi lahko to nekam po svoje naredimo. Pa se kaj boste pa vi za nekaj po svojega naredili? Ja, nam ni ta všeč, ta ravnoteža oziroma obliko, smo jo po svoje naredili in so jo probali in se je pa obnesla, pa še ne vem, velikokrat boljš in predvsej večje daljave. Mislim, da je bilo na, pa zdaj z glave govorim, 2 km 600, nekaj taga, da so zadeli velikost lubenice, tarčo, so imeli ponovljivost, ker je zelo težko, ker je vpliv vetra, ukrivljenost zemlje in vsega tega zelo velika. Tako da so probavali to
V Sloveniji tega poligona nimamo, to so probavali nekje na Hrvaškem, pa so hoteli, da bi to delali serijsko, ker pa toliko ne bi šlo samo na long distance. Pa samo v lubenice. Pa samo v lubenice, ampak kakšne bolj trde buče. Ja. Pa je pol ustali, to samo v prototipih. Vem pa, da izdelujejo te kugle pa druge. Torej, je to naboj, iz katerega materijala je? To je en poseben, mi rečemo v strojništvu brzorezec, nek material, z katerega delajo stružne nože, ki se posebno kali, znotraj zadaj je eno telo, ki je z posebne tombah medenine, ki je prav za naboj, in ta sama krogla je izdelana iz 2 kosov, ravno zaradi tega, ker mora drseti skozi cev, skozi te navojnice, da ne poškoduje tega zrna, in ta zrn je bil pa narejen pa iz tega brzorezca, kaljenega, brušenega, pravilno uteženega in tako. Tisto je pa pol, je pa v bistvu kugla, ki pribije tudi kakšne trše materiale. Ja, tako da najbrž kakšen snajperist uporablja ta naboj, ne? Imate občutek? Naše ne, ker so šli vsi samo za testiranje, pa izdelali smo jih mogoče 1000-2000, ampak več nam pa tudi ni bil interes. Bi pa danes lahko verjetno tega delali na tone, ker se vemo, kaj se okoli nas dogaja, pa bi pa raven del tega. Orožarske industrije? Ne, to ne bi. Je boljš, kaj za šport delati, za dobro ljudi. Tam bi lahko mogoče postal milijonar, ali pa jaz ne vem kaj, tako govorim, ne vem, če rabimo to. Ste delali tudi neke vijake pri prenovi fasade BBC-ja? Ja, tudi to, smo za London, ko so postavljali stavbo, je pa tam nekje na obali na vodi, stoji na morju, in tam je zelo velik vpliv te slanega morja oziroma hlapov vremena, in smo delali z posebnih rozfrej materialov te vijake za stekleno fasado, tako da je to tudi z naših kosov narejeno. No, povejmo seveda, da je to vaše podjetje Slatnar d.o.o. pravzaprav naslednik. Tule imamo precej fotografij, se že ves čas vrtijo ob tem pogovoru. Vaš oče je v bistvu začel s tem, prav tako Peter Slatnar, ne? Starejši. Starejši, ja, ki pa je bil imenovan za inovatorja oziroma obrtnika leta. Najstarejši obrtnik, ja. To ga je obrtna zbornica imenovala. Torej, povejte mi, kako ste vi prevzeli zdaj to obrt od svojega očeta in koliko je vaš oče, Peter Slatnar starejši, še vpet v izdelavo teh izdelkov? Moj oče je začel z obrtjo leta 72 leta. Prej je delal v Avstriji, delal je na žičnici Krvavec, je bil tudi zelo aktiven kot mladenič, pa se odločil za samostojno pot. Res je začel iz nule oziroma iz minusa. Ja. Vse hiše ali pa večina hiš tam okrog imajo njegove izdelke, to se pravi ograje, stopnice, kovinske. S tem je začel. Pol se je nekako lahko privoščil prvo stružnico, začel stružiti. Delati bil je pa zelo dober v inovacijah, zelo inovativen, ker včasih je bilo, če nisi imel, si mogel pa sam narediti. Naredil sam si stroje, priprave, take stvari. Je bil zelo dober inovator. Jaz pa kot firčen mulc sem se stalno motal okrog nog, gledal, kaj počne, in sem hotel biti on, delati. In imel je pa toliko pameti, čeprav sem mu uničil ogromno nekega orodja, materijala in teh stvari, ampak če nekaj uničiš, se tudi s tem nekaj naučiš. On je to dopuščal, me nekako usmerjal, in sem tako nekako čist nehote ob športu, ob šoli, vsem tem še rasel s to obrtjo, in tudi obe dve sestri in pa mama smo mogli delati, če nismo športa zganjali, smo pa delali. Drugega ni bilo. In polka nekako bila posledica, da bom to jaz prevzel, nadgradil nad njim. Seveda zelo težko je oče pa sin skupaj delati, ker oče bi rad nekaj dobrega naredil, nekaj te naučil, mulc pa tako vso pamet tega sveta pojedel, in je pa včasih tudi kakšna huda kribla, tudi okoli 6 ni preletela, ampak dosti pa velikrat ni manjkalo, ampak sem mu hvaležen za te izkušnje, za to trdo roko, ker nas je naučil delati, nas je naučil potrpeti, ni samo zdaj to, ker zdaj to vidimo na ekranu, zdaj vidijo tudi drugi ljudje, to pa zdaj je bilo v zibko položeno, pa zdaj kar
samo leti nekak nakup. Ogromen je žulov, ogromen je Švica, ogromen je nedelj, sobot, noči, neprespanih je, ampak ko to računico skupaj potegneš, pa pol je nek pozitiven učink in to je nekako vse zasluga staršev, obeh sester in pa vseh ostalih okolj, ki so pripomogli k temu, ker to je kar ogromno ljudi zaslužnih za to, da smo zdaj tukaj, kjer smo. Koliko imate zaposlenih? Trenutno mislim, da 20 se zaposlenih v firmi Slatnar. Torej, kje vidite prihodnost tega svojega podjetja? To je vendarle majhno podjetje, ne? Ja, zdaj, glede lansko leto, letošnje leto smo začeli kar nekaj novih branž, artiklov začeti razvijati, delati, ker vemo, da danes nisi imun na te udarce z leva, desno, od spodaj, zgoraj in se moraš nekako pozicionirati. In če imaš ti, če na široko trdno stojiš na tleh, pol imaš manjš možnost, da te bo orkanski veter prevrnil oziroma da ti bo spodkopal tla. Zato smo šli zdaj v čim več branž, delamo za 7 različnih športov, razne izdelke, zdaj nov izdelek, smo zelo ponosni na njega, smo šli izdelali podnožje za teleskope, za opazovanje zvezd, pol neke elektromotorje izredno sposobne, delamo za Twin Star podjetje in pa tako naprej. V glavnem takih izdelkov, ki so nevezani med seboj, tako da lahko vsaka veja nekako preživi za sebe in pa nosi en del denarja oziroma zaslužka, ker vemo, 15. so plače, nekaj kasneje so neke dajatve oziroma kakšni leasingi, take stvari, to se skozi ponavlja in ta dotok denarja moraš zagotavljati, da to lahko živiš, preživiš in pa da ljudje vejo, zakaj hodijo v službo. Torej, ta tržna niša, ste rekli, je v nekih drugih produktih, ne zgolj v smučanju, ne, zaradi klimatskih sprememb je mogoče tudi to smučanje nekje vprašljivo. Alpsko smučanje je bolj na udaru, kar se tega tiče, sploh tekmovalno. Mi skoki imamo pa majčkeno sreče, da se tudi to dogaja poleti na teh plastičnih rečemo vršinah, napravah. Je šel to razvoj tudi v to smer, ne zaradi klimatskih, ampak zaradi samega treninga in pa priprav. Tako da tudi lahko mogoče, pa nekoč bomo pa gledali samo poletni svetovni pokal v smučarskih skokih. Lahko se tudi to naredi, glede kako delamo zemljo, mačehovsko, se zna tudi kaj takega narediti. Imate vi tudi kakšne naslednike v tem svojem poslu, v podjetju? Imam 2 hčerke, ki sta trenutno v funkciji mamic in sta tudi nekako obe vpete v ta posel, zaposlene v samem podjetju, tudi nekako odgovorne za vodenje podjetja, čeprav smo zdaj v tem obdobju, ko jih nismo nastavili, tehničnega direktorja, magistra strojništva, ki pa verjetno bo tudi ostal na tej funkciji, saj želja je taka, ker je to čist nov veter, čist drug pogled na samo obrt, neobremenjen z vsemi temi stvarmi, pa majčkeno razbremeni nas domače in tudi pol ti da nek zagon oziroma večjo perspektivo, več vidiš v tem, večjo voljo imaš se razvijati, ker če se ne razvijaš, obstaneš, če pa obstaneš, pa prej ko slej tudi stagniraš oziroma propadeš. Torej, vaše podjetje ima prihodnost. Delamo na tem, delamo na dolgi rok, da tudi ljudje, ki so noter, ki so pripadniki, so že dolga leta zaposleni, pa nam nimamo teh prišlekov, ki pridajo pa grejo, ampak delamo se na dolgi rok, tudi smo tako med sabo res povezani, delamo en za drugega, delamo, če lahko povem za primerjavo, ker za obrtnike ni značilno, delamo od ponedeljka do petka, strogo 8 ur in to je to nadur, pa nam ni. Tako da oddelaš, zato dobiš primerno plačo, ostalo imaš pa razpolago za sebe kot delavci. In to je, mislim, to je pa za zaposlene zelo veliko. Torej, gospod Peter Slatnar, najlepša hvala za vašo zgodbo in za vaše komentarje. Hvala tudi vam za povabilo. In spoštovane gledalke in gledalci, hvala za pozornost. Nasvidenje.